Boljiši domači kruh, gotuje nam pogače. Nobel je plesat znat, tu če nisi akrobat, saj punce imajo rade ga, rock'n'roll in ča-ča-ča. Mi pa smo urezali eno po domače, fantje punce smo objel, v ritmu polke zavrtel, kikle so v luftu pretresle so se hlače. Boljiši domači kruh, gotuje nam pogače. Že v Evropo smo prišli, ena stvar pa prav gotov, zmerej nam prišla je prav. Kadar smo urezali eno po domače, fantje punce smo objeli, v ritmu polke zavrtel, kikle so v luftu pretresle so se hlače. Boljiši domači kruh, gotuje nam pogače. Mi pa smo urezali eno po domače, fantje punce smo objeli, v ritmu polke zavrtel, kikle so v luftu pretresle so se hlače. Boljiši domači kruh, gotuje nam pogače. Boljiši domači kruh, gotuje nam pogače. Boljiši domači kruh, gotuje nam pogače. Vse več in več nas plačuje vse manj in manj. Novim naročnikom na paketih Smart kar celo leto podarjamo polovico mesečne naročnine. T-Mobile Vodafone. Ujemi svet. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Vse več in več nas plačuje vse manj in manj. Nove naročnike pa celo leto obdarujemo s polovično mesečno naročnino, Motorola V3 za 20 000 ali Samsungom E860 za 30 000 dolarjev. T-Mobile Vodafone. Ujemi svet. Here comes the sun, it's for everyone. I feel the sky is on mine. New days fly away across the universe. See you there. Opozorilo za vaše ustnice. Nova šminka za ustnice Hydra Extreme iz Maybelline New York. Občutite razliko. Hydra Extreme vsebuje 6-kratno moč vlaženja. Zato globinsko vlaži in ekstremno neguje. Najbolj gladka, najbolj razkošna šminka do zdaj. Intenzivna barva, ekstremno vlaženje. Res potrebuje opozorilo. Nova šminka za ustnice Hydra Extreme iz Maybelline New York. Preizkusite, če ne verjamete. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Hep, hep. Hep, hep. Hep.
zanesljiva zimska kakovost za enako ceno. OMV Alpine Diesel. Več kot gibanje. OMV. Decembra imate vsaj 4.330.000 razlogov za nakup Hyundai Tucsona. Do konca meseca vam podarimo 3 leta rednega servisa in 4-letno garancijo. V akciji Snežinka upanja, ki jo pripravljamo skupaj z Zvezo prijateljev mladine, zbiramo dobrodelne prispevke za številčnejše družine s slabimi materialnimi razmerami. Telefonska številka, na katero že s klicem darujete $300, je 09 09 330 30. Lahko pa darujete tudi več. Pomagajmo tistim, ki so pomoči potrebni. Kuba. Za moške. Za ženske. Zdaj tudi Kuba Aftershave. Wow, tvoji lasje so tako lepi in dišijo. Kako ti to uspe? To je moja Schauma. Novi Schauma aroma šampon z naravnimi eteričnimi olji učinkovito neguje in razvaja vaše lase in jih naredi kar do 80% močnejše. Zato so vsi moški v tvoji vrsti. Novi šamponi Schauma za intenzivno nego las iz Schwarzkopfa. Spremenite življenje s Citroenom C3. Spremenjena ponudba, ki vžge tudi v najbolj mrzlih dneh. Citroen C3 do $500,000 ugodneje. Citroen Xara Picasso $900,000 ugodneje. In Citroen Berlingo $700,000 ugodneje. Nič vas ne zapelje kot Citroen. Dragi moji gledalci in gledalke, zdaj pa pozor! Dragi kamermani, vi tudi morate zdaj paziti, zato ker mi prihaja najhitrejša ženska v Sloveniji. Kdo drug kot Brigita Bukovec. Jaz grem pa med tem v Viro. Jaz bom oviral v tem pogovoru, gledajte zdaj. Boste videli. Samo ne boste zamudili, ona je hitra kot šus. Bravo! Bravo, Brigita, še vedno si v formi, vidim. Izvoli, sedi, počuti se kot doma. Forma je že, samo se veš obleka ni ta prava. A ja, no se, meni je bilo pa všeč, če bi take laufale bleščicah pa to. A ni bolj všeč, če smo malo manj oblečeni? Ja, ti, ne, tiste hlačke, to ne bi menil, to pa ne. Čeprav ti Američanke gledam, pa ne na to nič moti, to sem se pa že večkrat vprašal, zdaj si me pa res spomnila. Kaj? Vse te ketne, meni se zdi, da pri tej brzini, ko se gre na te stotinke, ta ketna te pa je malo ovira, kdo skače, tam sem pa tja. Veš, moram reči, da jaz v bistvu sem tudi imela včasih kakšno varisto, pa sploh ne motno. Ne opaziš? Ne. Brzina je taka, da to... To navadno, oni se navadijo, oni morajo biti taki, vse oni so sploh nekaj posebnega. Ja, pa tiste nohte, ki ima tako kar zavite imela ona. Ja, to je pa druga vprašanja, ki si jih jaz postavljam, kako kaj počne. Ja, ti izvoli, boš malo keksa pa to? Veš, da ne smem. Najlepša hvala, z veseljem bi jih, ampak... Zaradi športa, še vedno paziš? A na linijo? Ne. S Tamalim imava eno dieto, tako strogo, ker ima alergijo na jajca, mleko in vse živo. Ja, seveda ti imaš zdaj že v bistvu drugega otroka, ne? Dva fanta? Fanta. Dva fanta. Nač me sprašuj, kako je doma. To pa je mož, ha? Kdo jih nosi, ne vem, no? Vse je v redu, samo da je fant zdrava, ne? Aha, in pol je še... Drugi je zdaj še zelo mali, ne? Drugi je star 16 mesecev. 16 mesecev. To pa še malo. Ti malo, kako bo tako postavo? Kako se bo do take postave tako hitro prišla? Ženska se pa matra, če bi ga sem pripeljala oba dva, ne bi me sprašal več, kako bi bilo. Zakaj, ne? Ja, to sem jaz tudi mami. Jezus, glico je za malo po dvorišču vodila, gre se o to jesti. Ti, ampak drugače pa športi. To je šport, jaz ti povem. Ko si ti tekmovala, ne? Jaz sem tak pecist iskal, da mi je kri na nohte stopla ven. Res sem navijal za tebe, res. Jaz sem mesnico imel samo 2 primerih zaprto. V nedeljah, pa če si ti laufala. Pa še takrat sem dal televizijo, noter v izložbo, nikoli življenju ni toliko v mesnico mojo bullo ljudi kot takrat. In tvoji, ja resno, in tvoji, to ti uspehi, ne. Drugo mesto, srebrna medalja na olimpijskih igrah. Povej, kakvi občutki so to? Takrat v bistvu, ko sem dobila medaljo, ko sem pretekla skozi cilj, sploh ne vem, kaj se je dogajalo, tako da moram reči, da tisti občutek niti upisati slučajno ne znam, ker so me že velikrat pol po tistem takoj spraševali. Sploh nisem vedela, kaj naj jim povem, kakšni so občutki, ker to je nekaj tako
v bistvu meni so se sam solze ulile, nekaj sem sam za nazaj videla, kako vse vaš trening, ki sem ga naredila. In no, pol tako, čez 2 dni sem pa že, ali pa še prej, no, sem pa že začela razmišljati, kako bi bilo fajn, če bi zmagala. Jaz sem se prav skoncentriral na ta moment, jaz sem hotel biti v svoji glavi, ne. In sem prav razmišljal, gled, svet je tak veliki. Na tem svetu gor je milijarda ljudi, milijarde, ne milijarda, milijarde ljudi. In med vsemi temi milijardami si ti druga bila na svetu. Veš, kaj je to? Se ti sploh zavedaš? Mi smo pa z te male dežele, take tepih, jaz se rečem tepih dežela, ker bi lahko celo dali v ta pison, razumeš, pa je bilo isto kot za en trgovski center v Ameriki. No sej, to jaz mislim, da za šport veliko premalo damo. Še zdaj moram še enkrat povedati, da država mora dati veliko več za šport. Evo, tako. Država za šport. Pa za umetnike, to pa mesarje. To pa itak, ampak to boste vi govorili. Jaz sem za športnike navijala. Res, ampak zdaj si že zdala vse na klin, ali še kaj delaš v tem športu? Tako bom rekla, superk ali pa tekaških copat nisem obula že od leta 2000, ko sem končala kariero, tako da vsi me sprašujejo, če zdaj koliko tečem, koliko delam zase. Nič ne delam zase, je sramota. Ampak vodim pa atletsko šolo za otroke, kar pa mislim, da je tu čisto v redu, da malo še mlajše spodbudimo k temu. Ti pa jih moraš dosti tak preganjati, otroci radi laufajo. Jaz sem skozi opravičila v šoli, veš. Pa sej ne laufamo samo, mi delamo vse vaje, take žogo, vse, igramo se v bistvu. Imamo take mehne otroke, od 3 let naprej in se igramo in jaz mislim, da kaj drugega otroci hočejo, kaj igrati se. Koliko si pa ti tak na leto teh copat, ko si trenirala resno še, tisto res, na leto, koliko si jih to znucala, koliko jih je to scepvralo? Če bi čisto po pravici povem, samo ene. Ker superge sem imela samo ene, ker sem samo ogrevala z njimi, pa osnovne stvari, dobre, za tekmo, ene sem imela za trening, pa šprinterce, ampak moram reči, da sem jih res tako čuvala, ker enkrat, ko se navadiš na te copate, jih je težko kar sredi sezone menjati. Tako da sem zelo pazila na njih, ker so bile tudi posebej zame narejene in sem jih zelo pazila. Tako da sem samo ene na leto. Veš kaj, zdaj pa še eno vprašanje za vas, dragi gledalci in gledalke, in tudi za tebe. Naprimer, če ti veš, Brigita, vsem tem času, kaj je to, oziroma ne kaj je to, kdo je to? Kaj? A to je še zmer popularno, ali kaj? Ja, ni! Zakaj popularno? Dobar je. Ja, vprašam. Glego, zdaj pa si me čisto presenetila, to že veš, ali kaj? Da ti pa sploh ne bom pokazal, da ne bom pokazal, hvala lepa. Samo to ti bom rekel, da meni se pa to zmer zdelo, da je tak, ne. Jaz, ko sem laufal, nisem rad laufal zaradi tega, ker me zmeraj tu noter vse ribalo. In meni se je zmer zdelo, da vi to nogo dvigujete samo zaradi tega, da malo veter pride vmesno. Ker drugače tu tako trgneš, je meni to se zažuli tu noter, ne. Mogoče so si pa res uvere, mogoče zaradi tega zmislili tisti, ki so si jih. Vidiš. Evo, bravo. To pa še nisem razmišljala. Veliko teorijo. Ampak zdaj stavno to mi še pove, torej pri hrani paziš, ne? Vidim, ampak... Ne, bom rekla, da nisem prav, da bi pazila, ampak sem pa že tako nasplošno tak zbirčen tip človeka pri hrani, da nimam problema. Ampak vseeno zate zdaj pride na vrsto en kuharski kotiček. Dragi moji, kuharski kotiček. Hvala, Brigita. Dragi moji, Božič se bliža in za Božič se peče kaj? Znan božični kolač. In da ne boste mislili, da bom jaz sam kuhal, najlepše je kuhati v dvoje. In s kom bom to kuhal? Uganite, gledajte, kaj je to? Kdo je to? Kdo je rekel, za dobrim konjem prašina se diže? Rebeka Dremelj! Zdravo, Rebeka! Veseli me, da si ti z mano. Tako lepo napoved si mi naredil, hvala lepa. No, vidiš, midva bova danes kuhala, to veš kaj, ne? Ti znaš kuhati, ne? Ja, jaz se razturam, jaz sem... Super, gled, jaz moram zdaj v trgovino skočiti, ti pa ta čas testo naredi. Štima, meni to kar prepusti, nobenega problema. Ne. Najprej bova se seveda slekla do pasu, ker od moke bo čist bela. Čist, ne? Ja, čist. Ali bi še reč imela predpasniki? Pa v bistvu meni kar paše, da se slečem. Res? Da, gremo, jaz sem tu pol. Če se ošticam, jaz nisem nič depiliral. Ne, daj mi predpasnik, prosim. Evo, izvoli. Zate. Evo, to ni lenta. Odlično. Izvoli pa še jaz svojega. Tako da bo opremljena. Je še predpasnika zavezati, znam, veš, ne? Kamoli kuhati. Tega bom jaz. Draga moja Rebeka, zdaj bova midva najprej naredila testo, veš? Tako da
se tega mi dva moramo lotiti. Vsak bo lepo vzel eno jajčko v roko. Dobro. Izvoli. Kaj se ti jajčk se običajno z dvema rokama lotiš? Jaz kar rada z dvema. Z dvema? Ja, kaj boš ti boš z eno? Samo da imaš polne roke dela, ne? To ti je. Kaj boš ti boš z eno? Jaz bom z eno probal. Jaz tudi probala. Ajde, da vidimo. 3, 4. Viš, koliko si ti boljša? Pa smisel, da imam jaz sam svoje jajčke, skok v rokah. Zdaj vidim, da imaš ti še več jajčke v rokah kot jaz. Dobro, nam je to šlo, super. Zdaj pa samo jih dodamo lepo tu na tole luknjico, ki ste jaz že prej naredil. Izvoli. Ko se je pa razlil, veš? Dragi moji, to je pa zdaj bilo. Z Rebeko sma 4-ročno mesla. Rada bilo lušno? Ja. Malo je nevarno, ne? Malo je, mislim, tak, ne? No, in ja. naporno, ampak rezultat, dragi moji, imamo pa tu pred nama. Odlično. Lepo. Gled, zdaj pa mi to tole obložila z kandiranim sadjem. Ti, ker lepo po svojem okusu, tako kot se tebi zdi, da bo lepo pisano. Ja. Ja, po celem bomo lepo dala, pa bo pa to bojasko Tega mora biti vse veliko, ali kako? Pa ne, tak, da bomo lepo po celem, izvoli še malo tu, bomo dala pa tak. In zdaj bom jaz to, da boš ti videla, kako se to naredi, lepo zložil. Gled, zdaj pa naredimo samo.